Do you see anything? I see a light. A light? Yeah, over there. Hey, Conscience, am I dead? No, I see it too. What is it? It's so pretty. I'm feeling happy, which is a big deal for me. I want to touch it. Ooh. Hey, come back. Come on back here. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna swim with you. I'm gonna get you. I'm gonna be your best friend. Good feelings gone. Dober dan. Iz piranskega studia 147, to je Kinotožje. Wall-E je težko pričakovan animirani film studija Pixar, njihov 9. in najdražji po vrsti. Za protiutež lahko vidimo Kung Fu Pando studija DreamWorks. Za konec pa še beseda o filmu na viču, to je Anglija, ki je zgodba o odraščanju med skinheadi. Nekaj stoletij v prihodnost človeka ni več, za sabo je seveda pustil nekaj smeti in pa robota, ki te smeti išče, stiska v kocke in odstavlja na stran. To je Wall-E. O njem so pri Pixarju razmišljali kot o prvem daljšem projektu, torej še pred svetom igrač, in po 20 letih so se vrnili na začetek, ko so animirali namizno svetilko in njihovo maskoto, Luxa Juniorja. Wall-E podobno nima izrazitih okončin, nima ust in v njegovo dušo gledamo skozi daljnogled namesto oči. Pixar se je izkazal in Wall-E je eden najbolj simpatičnih animiranih likov. Zraven so še uničili Zemljo s takšnimi podrobnosti, kot jih še nismo videli. Problem Wall-Eja je neuravnoteženost. Film se prelomi iz genialne pripovedi brez govorjenja v klepetavo in duhamorno sredico, ki so jo napovedniki zamolčali. Film seveda ni za smeti, pade pa pod pričakovanje. Pomislimo samo na reševanje malega Nema, ki je en sam niz izjemnih epizodic, od srečanja s pozabilko, pa z morskimi psi, pa z beštijo, pa z meduzami, pa z želvami in tako naprej, in vzporedne zgodbe v akvariju niti ne omenjamo. Nemo je odiseada v oceanu. Wall-E je samo odisejadica med zvezdami in je Pixarjev najmanj dogodkoven film. Kot da bi avtorji večino časa delali na glavnem liku in na uvodu, za ostalo pa ni bilo časa. Naš dodaten minus je ena in edina sinhronizacija. Cenex? Fuj! Res bi se lahko že navadili oddajati pravice bolj spoštljivemu distributerju. After you, Panda. Just like that? No sit-ups? No 10-mile hike? I vowed to train you, and you have been trained. You are free to eat. DreamWorks, drugi studio za računalniško animacijo, ljudje ne jemljejo resno, in to upravičeno. Jim je pa tokrat s Kung Fu Pando uspelo nekaj, v čemer se Wall-E ne izkaže. Pri njem lahko človek zazeka, a bo potem razmišljal o prizorih in o namigih. Kung Fu Panda pa je vsak trenutek zanimiva in igriva, ampak morda že pol ure po ogledu ne boste več vedeli, o čem se je šlo. Zgodba je namreč tako puhla. Dodaten razlog za uspeh pri nas je Karantanja Cinemas, ki je risanko poslala v kino v obeh verzijah, pri čemer je sinhronizacija zelo dobra. Govori se, da celo najboljša. No, najboljša za neverjetnimi. To mogoče že. Med originalnimi glasovi izstopa Dustin Hoffman, ki ga enako zavzeto nadomešča Pavle Ravnohrib. Hey! Talking to me? Woodstock's that way, pal.
Na Viču vrtijo film z več poguma od drugih v Koloseju. To je Anglija, je zgodba o osnovnošolcu, ki izgubi očeta, na kar najde zatočišče v skupini miroljubnih skinheadov, skupino pa potem razbije nestrpni kolega iz zapora. Film tako pošteno spregovori o dveh različnih vrstah skinov, obenem dobro pripravi teren do končnega izbruha nasilja, pogrešate pa lahko konkretnejši okvir, na katerega namiguje že naslov. To, skratka, ni film o Angliji, ampak je ena gledljiva osebna zgodbica. Iz piranskega studia 147, to je bilo Kinotožje. Nasvidenje!